sicer vse naše naslednje predstavitve so se zelo, zelo trudili, da bi uspeli skrajšati oziroma kratko predstaviti v 15 minutah, ker vsebine so pomembne in v tem naslednjem sklopu res z veseljem prehajamo na interdisciplinarno področje, na področje dialoga, ker resno verjamemo in si želimo slišati to, kaj imamo za povedati ljudje iz različnih strok, z različnih vidikov. Želimo pogledati na vprašanja konca življenja, na vprašanje strahu pred trpljenjem, pred bolečino, se pravi na vprašanje evtanazije, kar najširše, kar lahko pogledamo. Tako da mi je res v veselje, da bomo v naslednjem sklopu tukaj na Teološki fakulteti predstavili profesorje z 2 medicinskih fakultet in zdravstvene fakultete. Tako da ja, tudi v tem sklopu začenjamo s kratkimi 15-minutnimi predstavitvami in na koncu imamo 30-minutni delček, v katerem ste zelo lepo povabljeni, da podate svoj pogled, postavite kakšno vprašanje. Začel bo profesor dr. Matjaž Cvitar, ki se je pri svojem delu več kot 40 letja kot zdravnik onkolog srečeval s trpljenjem, z bolečino, tudi smrtjo svojih pacientov. O etičnih problemih je pisal tako v svojem doktoratu in je tudi avtor 2 knjig pogovorov o zdravniški etiki in evtanaziji. Kot profesor etike svoje bogato znanje deli študenti, danes pa nam bo več povedal o vlogi zdravnika pri prostovoljnem končanju življenja. Poprosim. Hvala lepa. Mikrofon ne treba, ne? Lepo pozdravljeni, najlepša hvala za povabilo. Jaz bom poskušal o tej temi govoriti čim manj z stališča filozofije ali pa teologije, če hočete, čim bolj, kot je bil naslov, iz perspektive zdravnika. Govorili bomo, seveda pri tem mislimo na sedanji predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, govorili bomo o socialni nepravičnosti, o nesprejemljivo širokem naboru kriterijev za pravico do samousmrtitve, o tem, kako lahko gledamo na ta zakon skozi perspektivo demokracije in pa odnosa do hudo bolnih, invalidov in starostnikov in o poslanstvu zdravnika. Socialni vidik. Anatol Franz je napisal v romanu Rdeča lilija zelo zanimiv stavek, pravi, zakon ne ločuje bogatih in revnih. Tako bogatim kot tudi revnim prepoveduje, da bi spali pod mostom, beračili ali kradli kruh. To je seveda aluzija na to, da bogatim ni treba tega. Revni so pa v to lahko prisiljeni. Ampak zakon seveda nič ne piše, da je prepoved velja samo za nekatere, velja za vse. Tukaj imamo tudi en zakon, ki seveda ne opredeljuje kandidatov za usmrtitev po socialnem položaju. Ampak v situaciji, ko imamo v Sloveniji izjemno slabo razvito paliativno oskrbo, ko imamo en sam majhen hospic z nekaj 10 postelami, nimamo negovalnih bolnišnic, nimamo zadoste patronažne službe na terenu, ki bi zelo pogosto obiskovala hudo bolne, ki so v domači oskrbi. Nimamo izobraževanja iz paliativne medicine, ko obe medicinski fakulteti imata črno piko tukaj, da nista še danes ne ustanovili katedre za paliativno medicino, pa čeprav je paliativa
za zdravnike vseh specialnosti je zelo pomemben, pri nekaterih celo večinski del dela, od družinskih zdravnikov, onkologov, pa tudi do vseh ostalih specialnosti. Vsi imajo opravka tudi s pacienti, ki jim je treba poleg zdravljenja osnovne bolezni tudi težave olajšati. In to je paliativna medicina, lajšanje težav. Te specializacije iz paliativne medicine nimamo. Torej v tej situaciji, ko smo tako zelo podhranjeni pri paliativi, bogat ima izbiro. Tisti, ki je premožen, si lahko najame negovalko, ki mu bo pomagala pri vsakodnevnem življenju in premagovanju bolezenskih težav. Lahko si bo plačal en zasebni, relativno drag dom upokojencev. Če imaš denar, dobiš vedno lahko prostor v domu, ki pač ponuja za višjo ceno primerno oskrbo. Če si pa na revni strani, torej da bo lahko izbiral med tem, da bo to plačal, ali bo se pa odločil za konec življenja z evtanazijo. Tisti, ki je pa reven, pa nima te prve možnosti. Na domu sprejem, v domu upokojencev bo čakal zelo dolgo, pa njegova pokojnina ne zadostuje za plačilo. In ta bo pa morda pred dilemo med enim hudim trpljenjem doma v eni neustrezni oskrbi, morda osamljen ali kakorkoli v nemogočih razmerah, med to dilemo nadaljevanja tazga trpečega življenja, pri čemer bolečina je samo en majhen del trpljenja, se to vemo, in med evtanazijo. To se pravi bo, in to je tudi vaša kolegica iz Avstrije povedala, da je med prosilci za evtanazijo prevladujejo revnejši. Torej, to je ta socialni vidik, tako da dokler paliativa ni urejena, je tak zakon zelo socialno krivičen. Tem je drugo vprašanje z medicinskega stališča širok nabor kriterijev za pravico do pomoči pri končanju življenja. Tukaj je zanimivo, da predlagatelji zakona same ali niso brali ali pa nalašč, mislim, da je ta druga možnost, nalašč potvarjajo tisto, kar pišejo. Trdijo recimo, da je zakon namenjen zgolj ljudem v zadnjem obdobju življenja. To ni res. Zakon, če berete 6. člen, dopušča pravico oziroma daje pravico do samousmrtitve ali pa do končanja življenja tudi vsem drugim ljudem, ne glede na pričakovano trajanje življenja, ki so doživeli eno hudo nepopravljivo okvaro zdravja. Recimo primer mladega jadralnega padalca, ki si je poškodoval hrbtenico, pristal na invalidskem vozičku in so mu povedali, da je trajno vezan na invalidski voziček, da nikoli več ne bo hodil. Ni dvoma, da je to huda, trajna, nepopravljiva okvara zdravja in on se mirno kvalificira za evtanazijo. In dejansko izkušnje travmatologov so takšne, da povedo, profesor Cimperman je o tem celo napisal članek, da ti največkrat gre za fante, ti mladeniči zelo pogosto dejansko rečejo, najrajši bi umrl. Potem pa čez pol leta, eno leto se vživi v novo situacijo, se poroči, si najde zaposlitev, morda se začne ukvarjati z invalidskim športom, skratka, kasneje pa odstotek samomorov pri teh invalidih ni nič večji kot v splošni populaciji. Ampak v tistem kritičnem obdobju po nesreči bo pa tak človek zaprosil za usmrtitev in mu bo ugodeno, ker izpolnjuje vse kriterije. Govorijo, da so izključeni psihiatrični bolniki, pa ni res. V zakonu piše bolniki z akutno duševno motnjo.
Torej niso izključeni bolniki, recimo z demenco ali pa s kronično depresijo ali pa kakšno drugo psihično boleznijo, psihiatrično bolezen. Izključeni so bolniki, pri katerih ni fizioloških razlogov za trpljenje. Ni res, tega ni nikjer, tega v zakonu ni. Ni nobene ocene fizioloških razlogov za trpljenje. Ampak oni pravijo, tako govorijo, zato da bi zakon predstavili v lepši luči, kot je. Potem nam govorijo, da se zakon dotika samo tiste majhne skupine, zelo malo ljudi, ki bi želeli končati življenje, da nikogar drugega ne prizadene in zakaj smo tako kruti do teh ljudi, ki trpijo in ki bi končali življenje. Češ, sej nikogar ne bomo silili v to, to je zgolj stvar peščice posameznikov. Ampak to ni res. To je nedopustno poenostavljanje. Zakon legalizacije evtanazije neizbežno vodi v dojemanje kronične bolezni, invalidnosti ali celo staranja kot neželenega stanja in k tihim pritiskom, da se ti ljudje umaknejo. Nekdo, ki se bori z eno hudo boleznijo in ga danes imamo za pogumnega, spoštovanja vrednega, ker se bori z boleznijo, bo čez čas morda veljal za sebičnega, ker se noče umakniti, ker ne vidi, koliko njegovo vzdrževanje življenja stane, koliko bremeni zdravstveni sistem in svojce. In to so ti tihi pritiski na vse ostale. Tako da ne gre samo za te prosilce za evtanazijo, gre za to, da se ta atmosfera, umaknite se vi, ki ste odveč, ki ste bolni, atmosfera se širi na vse kronične bolnike, invalide in starostnike. In ni čudno, da so specialisti paliativne medicine proti temu, da se tak zakon sprejme. Tudi vprašanje demokracije. Ne gre za to, da bi, torej načelo demokracije seveda je, da odloča večina. Ampak drugo načelo demokracije pa je, da večina ne sme prizadeti pravic manjšine. In ta manjšina niso samo seveda dele prosilci, ampak vsi bolniki in invalidi. Tako kot je bilo prej rečeno, torej mladi, pretežno mladi, zdravi ljudje bodo v parlamentu ali pa v referendumu odločali o tem, kakšen bo položaj kroničnih bolnikov, starostnikov, ki so seveda manjšina, ampak ki jo moramo spoštovati. Zamislite si, kakšen vik in krik bi bil, če bi recimo o manjšini odločala večina, kada bi šlo na primer za spolno usmerjenost. Pa bi sprejemali nek referendum ali pa zakon o tem, o spolni usmerjenosti, pa bi preglasovali tiste, ki so pač drugače spolno usmerjeni. Tega si ne moramo predstavljati, ampak tukaj pa si to očitno nekateri lahko predstavljajo. No in zadnja stvar je poslanstvo zdravnika. Ta zakon močno posega v odnos zdravnika do hudo bolnega, ker v primeru, da se ne soglašata, zakon preprosto naloži zdravniku, da poišče drugega zdravnika, ki bo pa s pacientom glede tega glede usmrtitve soglašal. Torej enostavno prekine vez med bolnikom in zdravnikom v primeru takega nesoglasja. In ta stvar je, torej prvič poseže v ta odnos med zdravnikom pa bolnikom. Enostavno v ta odnos bi lahko posegel bolnik sam. Seveda lahko bolnik sam poseže v ta odnos. Bolnik vedno ima pravico po obstoječi zakonodaji, da zahteva zamenjavo osebnega zdravnika. In to je v redu. Se pravi, on reče, jaz se s tem zdravnikom ne morem več naprej, iz kakršnega koli razloga, ima po zakonu pravico, da si izbere drugega osebnega zdravnika. Tukaj bo pač drug zdravnik
prevzel nalogo osebnega zdravnika, se bo spet poglobil v tega bolnika in bo spet z njim poskušal vzpostaviti neko soglasje. Čisto vseeno, zaradi česa je prišlo do nesoglasja s prvim zdravnikom. Tukaj gre pa za drugačno situacijo, tukaj pa gre za to, da napotiš bolnika k nekemu drugemu zdravniku, ki bo zgolj tehnično opravil usmrtitev. In to je tudi za tega drugega zdravnika čist nesprejemljivo. To je nerazumevanje tega, kakšne so dolžnosti tega drugega zdravnika. Noben zdravnik, pa tudi če podpira evtanazijo, ne more ničesar narediti svojemu pacientu, ne da bi z njim vzpostavil nek odnos. Recimo, najbolj klasičen primer, če gremo ven iz tega okrog evtanazije, je, da se mi na konziliju dogovorimo, da je pacient za operacijo. Marjeta, to velikokrat se dogovorimo, pacient je za operacijo, v redu. Napotimo pacienta k kirurgu. Kirurg mora z njim vzpostaviti odnos, mu mora povedati, kaj ta operacija pomeni. Jaz ne vem, jaz načelno sicer vem, ampak jaz nisem operater. Kirurg je tisti, ki lahko z vso pravico reče, ne, jaz tega pacienta ne bom operiral, ker je preveč tvegano ali pa ker ne prinaša koristi za njega. Skratka, on ima še vedno, kljub mnenju konzilija, diskrecijsko pravico, da reče ja ali pa ne. Kolikrat so meni poslali pacienta za kemoterapijo, pa sem rekel, prav ga bom pogledal in sem ga pogledal in sem videl, da ni primeren za kemoterapijo. In sem gospodu povedal in sem odklonil. In tukaj zelo narobe bi bilo obratno, da bi jaz rekel, dam kemoterapijo, čeprav mislim, da ne bo pomagala, pa da je zanj preveliko breme, zato ker je konzilij to sklenil. Tega ne moreš. Ti si osebno odgovoren za to, kar delaš, ne glede na konzilij, ne glede na vse druge papirje. In tukaj je tudi nadomestni zdravnik po imenovanju zakonu, bo kar prišel pa po človeka usmrtil. To enostavno ne gre. Tako da to je tudi z tega stališča čisto nesprejemljivo. Tako, mislim, da je to vse, ne? Ta zadnji slajd in čas sem tudi izkoristil. Hvala. Verjamem, da sta številna vprašanja pa mnenja, ampak bi se vseeno predstavili naprej k naslednji predstavitvi in prosimo izredno profesorico dr. Majo Rusmakovec, ki je zdravnica, psihiatrinja in se v svojem poklicu srečuje s posamezniki z duševnimi motnjami in stiskami in s posamezniki, ki so pogosto potisnjeni ob rob družbe in jih družba težko oziroma ne znamo slišati. Profesor Rusmakovec se bo v svojem prispevku osredotočila torej na ranljivo skupino oseb z duševno motnjo in nam bo predstavila nekatere etične in pa klinične dileme asistiranega samomora pri tej skupini. Hvala. Začetek. Najprej najlepša hvala profesor Globokar za to vabilo. Mislim, da je taka posebna dragocenost, da človek lahko deli svoje razmišljanje z ljudmi, ki so resni. Zato gre, da ti prisluhnejo in da bo potem lahko neka refleksija potekala. Profesor Cvitar, vi ste, če tako lahko rečem, res pojem zavzetosti glede razmišljanja o etiki in z vso, bom rekla tako, etično in strokovno pravico z vašim delom, ki ste ga izvajali celo življenje. Moje znanje o etiki je relativno skromno, to moram povedati. Se pa zelo spoznam na psihiatrijo in na določene aspekte ranljivosti. In jaz sem se pravzaprav naučila vseh teh letih, posebej v starejšem obdobju, da zares, ko jamčim za nekaj, ko jamčim seboj, svoje izkušnje, svojim znanjem, govorim zares samo o fokusu, ki ga poznam. Čeprav imam lahko polno mnenja o nečemu ostalemu. In ko sem se pripravljala na to prezentacijo, sem dobila tisto mogoče smešno majhno slikico, kako ljudje potujemo skozi življenjsko obdobje. In sem razmišljala, da
nima vsak te priložnosti, da bi prehodil celo to pot. In če vidite, človek tako nekako upada na koncu življenja. In ko gledamo na osebnostni razvoj človeka, veste, se ne zaustavi pri 30. letu, ko rečemo, da smo narejeni kot ljudje že, a ne, da je naš prefrontalni korteks biološko izdelan, ampak se razvijamo celo življenje, če le ostajamo v nekem kontaktu, če tako lahko rečem, z realiteto. In zadnje obdobje našega življenja, ko se staramo, je osebnostno namenjeno temu, da sprejmeš, da upadaš. To je tvoje napredovanje, ta paradoks. In seveda zaželeno, ker vam bom na predzadnjem diapozitivu pokazala, da pri tem nisi sam. Ker če grem čist iz nevrobiološkega substrata, naši možgani so narejeni kot socialni možgani. Mi imamo dobesedno prijemališča, nevrobiološka, da se povezujemo z drugimi ljudmi in da oni odzvanjajo v nas, pa mi v njih. A ne? In tudi menim, da je biti dovolj star, če imaš srečo, da lahko razmišljaš, tvoriš refleksije, da je pravzaprav tudi naš poseben pomen, da pomagamo tvoriti okvire pomenov, a ne, našega doživljanja in da lahko prestopimo iz svojega lastnega doživljanja in pogledamo nek širši kontekst. Tako, zdaj pa jaz si nikoli ne morem pomagati, da ne bi naredila neke, rekla, malo preveč zapletene diapozitive z neko tiho željo, da mogoče bo pa komu to kaj prav prišlo, potem pa bo to raziskoval, človek si ne more pomagati. Takole bi, najprej bi vam v temu, bom rekla, pregledu nekaj majčkega povedala o psihiatriji, o suicidalnosti in potem, kaj si mislim o temu zakonu. Namreč, tisto, kar pa naslavljam zdaj, je pa, kot rečemo, epistemic trust, a ne, epistemsko, profesor Globokar, epistemološko ali epistemsko prevod. Jaz rečem epistemsko, ker veste, malo preveč beremo samo angleško literaturo, pa niti ne znamo prevajati. Gre pravzaprav za to, da jaz seveda danes upam in zaupam, da vi meni zaupate, da vas ne zavajam s svojimi strokovnimi podatki, ki vam jih dajem. Namreč, veste, to področje, o katerem danes govorimo, je tako, da ni mogoče človeka ne vznemiri čustveno. In seveda sem jaz trenirana kot predavatelj ali pa nekdo, ki uči supervizor, da poskušam sineirati studio, podati neke podatke z neko zadržanostjo in vendarle bi rada podelila neko svojo osebno izkušnjo kot mladega človeka ali pa veliko mlajšega. Leta 1999 je na povabilo katedre za psihiatrijo prišel v Slovenijo profesor iz Nizozemske, ki nam je predaval o evtanaziji, ki so jo uvedli na Nizozemskem. To je bil zelo prijeten gospod, kultiviran, prijeten, lepo si se z njim menil. In potem je bilo srečanje za etično komisijo, kjer je profesor Trontelj imel, bom rekla, zelo drugačen pogled. In veste, kako sem jaz takrat to procesirala? To je bilo videti tako nekako oddaljeno, da je bil nekakšen kuriozum in izpadlo na nek način sprejemljivo. Veste, zakaj je izpadlo sprejemljivo? Ker nismo razmišljali. Vzeli smo tako, mimogrede je prišel, povedal, smo rekli, mogoče pa res, in smo vsi skupaj na to pozabili. Ampak en proces je pa v nekih drugih kulturnih okoljih tekel, kot je tekel. Jaz bi rada pa omenila, da seveda na področju psihiatrije bi rada najprej destigmatizirala. Glejte, en spekter duševnih motenj je tak, da sem jih že jaz izkušala, pa vi ste jih izkušali, pa jih tudi boste. To so tiste obdobja tesnobnosti, kakšna krizna stanja, imaš kakšno epizodo depresivnosti in to je pravzaprav pričakovano. Iz tega ne delamo velike reči, bi rekla, tak subklinični del nekega duševnega trpljenja, ki je lahko že neka duševna motnja, prehodna, lahko tudi ljudje v nekem urejenem okolju s primernim suportom sami predelamo. Ampak obstajajo pa področja v naši stroki, kjer so ljudje do skrajnosti ranljivi. Najprej so ranljivi zaradi tega, ali jih imamo za vrednost, da sploh obstajajo. Ker so težavni pacienti, kaj zdaj z njimi narediti? Ljudje s hudimi psihozami, ljudje, ki so duševno manj razviti in imajo morda še neko motnjo vedenja zraven in pa demence. To je tisti del spektra, ki ima veliko tveganje, da niti ne govorimo o asistiranemu suicidu, ampak da se bo
bom rekla, takole priplazilo, bom rekla, neko mnenje, ja, dobesedno vrednotenje. In tukaj nastopi etika, ker tukaj ne moramo za strokovnimi, argumenti, bom rekla, potrditi neko svoje mnenje, ampak nastopi etična refleksija. Rada bi opozorila, da demenca, zdaj vam dajem mogoče neke take argumente za nadaljne razprave, kjerkoli. Demenca ima v tej klasifikaciji bolezni Alzheimerjeva demenca dvojno naravo. Enkrat je klasificirana kot duševna motnja in enkrat kot nevrološka motnja, ergo telesna motnja. Se pravi, da že tukaj je, bom rekla, neka, bom rekla, zelo, zelo tvegano, bom rekla, početje, bom rekla, ko bomo vrednotili kronične nenalezljive bolezni, ki so dokončne in se jim ne da pomagati. Nadalje bi pa še vendarle opozorila morda na tako imenovane šibkejše osebnostne strukture in impulzivnosti. To je, bom rekla, veliki del našega dela. Verjetno ste tisti, ki delate na duševnem področju, slišali za tako imenovani sindrom borderlina, čustveno neravnoteženih osebnostnih prezentacij, z zelo veliko impulzivnosti, z težavami v navezovanju, doživljanju varnosti in stabilnosti. In nekateri pacienti, relativno tudi mladi, veste, pridejo v fazo, ki jim rečemo kronična samomorilna ogroženost. Pri teh pacientih je najtežje to, da se moramo mi kot tim psihiatrov, psihoterapevtov nekoč usesti in reči, vse bomo naredili, da bomo pomagali, ampak morda nam ne bo uspelo. Se pravi, meni je tako zanimivo ta paradoks, da se mi tako zelo trudimo, da bomo pomagali nekomu, da bo zdržal, da si ne bo življenja vzel, in da morda skozi ta zakon pa obstaja možnost, da bo ta človek rekel, da on ne more naprej. Tukaj glede etičnega presojanja v medicini samo spominjam na področje avtonomnosti, ki se predvideva v zakonu, da ga bo na nek način ocenjeval psihiater. In jaz mislim, da je naš poklic tako izjemno poklican direktno, celo grobo v ta zakon, da bi vas rada informirala, da mi s kolegi izjemno veliko o tem govorimo, ampak imam občutek, da nam je tako težko, da niti pravzaprav ne znamo, niti pravzaprav prave besede pozicionirati, ampak jo zagotovo še bomo. Jaz sem tudi sodni izvedenec in seveda poznam ta princip, ko sodišče recimo pove pa reče, prosim povejte, ali ima ta človek sposobnost, da razume svoje razmišljanje in obvladuje svoje vedenje. Včasih so potrebni skrbniki. Skratka, to, da nekdo nima, bom rekla, kapacitete za, bom rekla, za obvladovanje svojega vedenja in razumevanje situacije, pomeni, da je nekaj neizmerno narobe z njim. Veste, zelo hudo mora biti bolan. Boste razumeli, zakaj vam to poudarjam. Opozorila bi samo na tisto, bom rekla, prvo trditev. Namreč samomorilnost predstavlja, glede na raziskave nasploh v svetu, reda velikosti 90% kot nek proces pod neko duševno motnjo oblikovan. In še enkrat poudarjam, pod vplivom duševne motnje mi lahko svet vidimo izjemno drugače, pa lahko jaz opravljam svojo službo, veste. Jaz sem pod vplivom depresije, jemljem antidepresive ali pa enostavno jo poskušam premagovati, lahko hodim v službo, bom rekla, delujem čisto v redu na zunaj, ampak moj svet bo črnogled, moje upanje bo nižje, ne bom se več tako povezovala z drugimi ljudmi in tako naprej. Se pravi, moj način razmišljanja o vrednosti mojega življenja in kako se spoprijemati s težavami bo izjemno spremenjen in hkrati bom imela po vseh pravilih psihiatrične stroke pravico odločanja o sebi, to bi opozorila. In opozorila bi še na, bom rekla, pododdelek tako imenovanih kriznih situacij, to je, bom rekla, urgentni del psihiatrije, ko imajo ljudje občutek ene hude ujetosti in duševne bolečine, ki si jo želijo prekiniti. In mi moramo pomagati, da stopijo čez. Tukaj bi vas samo opozorila nekaj, kar je pravzaprav dramatično za mene in me tako pretrese kot človeka. Mi ponavadi govorimo o ranljivih starejših ljudeh, ampak bi opozorila tudi prav posebej, da so ranljivi tudi mladi odrasli. Najprej bom šla na starejše ljudi, bom rekla, ker je bilo prav, da imajo zdaj prednost.
v slovenskem okolju je objavljeno v zelo resnih monografijah, raziskavah, so starejši ljudje tisti, ki si še enkrat pogosteje vzamejo življenje, kot je povprečje v Evropski uniji. Biti star v Sloveniji pomeni zelo veliko tveganje, da bo ta suicidalnost močno izražena bolj kot pri drugih starejših ljudeh. Jaz si ne znam tega razložiti, ker nimam tega znanja, ampak to dejstvo tukaj je. In starejši ljudje v Sloveniji kot taki imajo višji količnik suicida kot pa ostali ljudje. Pri tem bi pa rada opozorila, seveda, da je depresija v starostnem obdobju nad 65 let drugačna, ima drugačen pomen kot pri mlajšemu človeku. Lahko je depresija samo subklinična, se pravi, samo nakazuje se, ampak v kombinaciji s telesnimi obolenji starejšega človeka pomeni veliko večjo suicidalno ogroženost. Bi pa pri tem opozorila tudi to, zdaj pa na mlade. Jaz sem vam tukaj citirala 2 ameriške raziskavi in 1 evropsko, ker slovenske take nimam. Ampak tako ameriška, bom rekla, raziskava o mladih odraslih, to je med 18 do 25, 26 let, kot evropska je isto smiselna. Nikoli ni šlo tej skupini ljudi slabše kot zdaj. Mladi in nesrečni, tako bi lahko rekli. In izgubljajo upanje. Se pravi, mladi ljudje se izjemno odzivajo na to, kakšen svet jim skreiramo, kakšno pot jim kreiramo, in menim, da nas pravzaprav to čaka še, da se tej podskupini prav posebej posvetimo, ampak ne samo njim kot takim, ampak nam, kaj smo njim za ta svet pripravili. Tukaj pa samo neko refleksijo naredim, kam je tudi mogoče pretresla me, kratko bom rekla. Ko govorimo, da najprej ne škodujemo svojim pacientom, sem ugotovila, da gre za izjemne kulturološke razlike. In tukaj spet nastopi etična presoja. Namreč, glejte, psihiatrija je postala zelo moderna veda. Imamo ogromno znanja nevrobiologiji, farmakoterapiji, receptorjih, veste, poteku bolezni. Bi rekla, da na nek način bi rekla, da smo mehen tehnokratski postali. Tako bom rekla, mogoče na to tista potreba, veste, naše stroke, da pokaže, da mi smo tudi medicina, pa vemo, zakaj gre. In pravijo, da zdaj iščemo dušo, spet ponovno iščemo dušo psihiatrije, kaj je tista. In mi smo bili vajeni, po moje dolga leta, da smo iz zahodnega sveta, ki imajo najboljšo medicino, veste, vedno jemali njihove raziskave kot silno pomembne, nevrobiološke in tako naprej. Te ljudje imajo pač znanstvenike, toliko več, kot jih mi lahko imamo. In so njihove raziskave velika podpora stroki. Ampak na etični ravni, bom rekla, smo pa enakovredni, Ni, bom rekla, nekdo zato, ker je, ne vem, bom rekla, močnejši, bogatejši, več vreden, ali pa drugi, ampak moramo razpravljati, Kanadska zaskrbljenost. Kolegi iz Kanade, psihiatri, so izjemno zaskrbljeni nad tem, da se model Beneluxa, ki sem vam dala citat tega psihiatra, ki se s tem ukvarja, ta psihiater je opisal kanadski, da je pravzaprav točno zaradi te neznosne lahkotnosti odločanja in razmišljanja, izrekla zaradi miselne lenobe, morda celo, veste, prišlo do tega zakonskega predloga, ki ga ima Kanada, da je močno odprla vrata za asistiran suicid za ljudi z duševno motnjo. In morda so celo nek psihiater, ki je bil poslanec, ali kako, je nekako sodeloval pri tem z nekim zelo paradoksnim argumentom, in sicer, da imajo tudi ljudje z duševno motnjo pravico do enake avtonomnosti, kot tisti, ki te duševne motnje nimajo. Tisto, kar me je mogoče tudi izredno zanimalo, je to, da so strokovnjaki, psihiatri na Nizozemskem izjavili v neki obsežni raziskavi v 2/3 primerov, da zmorejo ugotoviti, ali je trpljenje psihiatričnega pacienta neznosno ali ne. In jaz bi s temi kolegi zelo želela govoriti. Želela bi imeti intervju, ker tukaj gre za naslednji diapozitiv, bom pa pokazal, zakaj to ni mogoče. To je neka narcisoidna prepričanost, ali pa je morda kulturološka, jaz tega ne vem. Ampak zares nikoli ne moreš podoživeti trpljenja drugega človeka, pa ga celo ovrednotiti. In seveda, mogoče bi šla samo na zadnji del, tudi nizozemska raziskava, ki je ugotovila, da zdravniki, ki so prišli evtanazirati človeka z demenco, pogosto pri njemu niso ugotavljali nobenega trpljenja, ker je on drugače bival, na druge, bom rekla, elemente se je odzival.
In spet je to samo element, ki želim, da bi lahko ljudje v njemu razmišljali. To je pa moje, bom rekla, zadnji strokovni diapozitiv, potem pa zelo kratek komentar zakona, predloga. Jaz seveda ne znam uporabljati humanističnih filozofskih okvirov, zato nisem poučena. Vem pa, da so določeni elementi, bom rekla, del moje stroke. Prvi je ta: še nikoli ni bilo toliko priložnosti za izboljšanje telesnega zdravja in to ne velja za duševno zdravje. Duševno zdravje se slabša, je samo na račun ene podskupine in v ogromni odlični raziskavi iz leta 2011 najmanj 30 milijonov zares klinično pomembno depresivnih ljudi v Evropi. Mi tega, ponavljam, kako boli drugega in kako trpi, ne moremo podoživeti, smo pa lahko empatični do tega. In opozorila bi na tisto slikico tam. Ta slikica nevrobiološka kaže, da se doživljanje socialne bolečine. Socialna bolečina je doživljanje, da sem izločen iz skupnosti, iz življenjskih tokov, da z nikomer nisem povezan, ne. In pa doživljanje telesne bolečine v končni meri, čeprav ima neke druge poti, procesira na istih predelih možganov. Tukaj je desno, pa tukaj je gor. Očitno se je evoluciji zdelo na nek način, oprostite, ne vem, kakorkoli že do nje prišlo, pomembno, da poveže te dve področji. In tukaj opozarjam, imeti telesno bolečino in trpeti in doživljati, da si izločen, pomeni, da je prišlo do neke kumulativne, zelo kompleksne bolečine, ki se jo lahko zelo, zelo zmotno razlaga. In še zadnji, bom rekla, poudarek, mi smo tako imenovano rezilientnost, da ljudje lahko zdržijo zelo neka huda trpljenja, da, bom rekla, to presežejo z nekim občutkom za smisel, pripisovali osebni moči, hardiness, čvrstosti osebnosti, ne pa optimizmu, kar je še vedno pomembno, ampak vse raziskave kažejo, da se ta občutek rezilientnosti, psihološke odpornosti sokonstruira med drugim tudi z zunanjo pomočjo. To bi želela poudariti. Skratka, to so moji poudarki, zdaj pa samo zelo na hitro. Odprta je pot za duševne motnje. V predlogu zakona je sprenevedanje, da ni, kot je povedal profesor Cvitar. Ta pot je odprta. Psihiatrija nadalje, to sem govorila s kolegom iz strokovnega sveta, je rekel, mi ne moremo zadovoljivo objektivizirati, če grem čisto na tehnični del, prehoda iz akutne duševne motnje v subakutno ali pa morda kronificirano. Tega ne moremo narediti. Že na tej ravni, bom rekla, je to abotno. In tukaj bi poudarila, seveda, da ima sposobnost odločanja o sebi velika večina pacientov z duševno motnjo, zelo velika večina, zelo majčken delček je nima, veste. In še ponavljam, 90% suicidalnosti je narejeno pod duševno motnjo in pa mogoče v tej razreševanju kognitivne disonance. Predolga sem pa se, bomo pa potem v razpravi, prav. Hvala lepa. Kot zadnji nam bo spregovoril izredni profesor dr. Blaž Ivan z zdravstvene fakultete, ki je po izobrazbi pravnik in tudi na zdravstveni fakulteti predava različne pravne predmete. Profesor Ivan je bil član Komisije za medicinsko etiko in je tudi soavtor komentarja ustave. V svojem prispevku nam bo predstavil nekatere pravne probleme glede evtanazije in varstva človekovega dostojanstva. Ja, lepa hvala. Samo majhno dopolnilo, član Komisije za medicinsko etiko UKC Ljubljana, da ne bo kakšne zmešnjave. Torej, to predstavitev bi želel posvetiti okoli 380 psihiatričnim pacientom, ki so bili v teh dneh pred 72 leti odpeljani iz psihiatrične bolnišnice Novo Celje v Avstrijo in tam evtanazirani. Tema, o kateri bom spregovoril, je zahtevna, zato sem se tudi odločil, da prispevek preberem, koliko bo pač možno v tem časovnem okviru. Naslov prispevka je o nekaterih pravnih problemih glede evtanazije in varstva človekovega dostojanstva.
Ko se sprašujemo o vprašanjih evtanazije in samomora z zdravniško pomočjo, pomena varstva ustavne pravice do nedotakljivosti življenja in določb o varstvu osebnega dostojanstva, moramo najprej priznati, da se nahajamo na področju zahtevnih, prepletenih in zapletenih normativnih vsebin. Z vidika medicine je vprašanje pomoči pacientu pri umiranju urejal že kodeks medicinske deontologije, ki je v 6. poglavju najprej kategorično določil, da zdravnik odklanja in obsoja evtanazijo in jo ima za lažni humanizem. Od zdravnika je terjal, da pri bolniku, ki je na smrt bolan, ukrene vse potrebno za smiselno zdravljenje in lajšanje trpljenja, ker je njegovo umiranje in tudi smrt del zdravnikovega zdravljenja. Položaj umirajočega pacienta je poskušal blažiti tako, da je poudaril, da ima pravico do oskrbe, nege in človeškega odnosa, ter do navzočnosti svoje družine v trenutkih končnega obdobja njegove bolezni oziroma bližajoče se smrti. Zdravniku pa naložil, da bolnikovi družini skrbno obrazloži svoja prizadevanja in postopke pri lajšanju trpljenja bolnika in do kod lahko seže njegova pomoč. Poudaril je zdravnikovo dolžnost, da umirajočemu v okviru možnosti zagotovi priložnost, da se lahko duševno in duhovno pripravi na pričakovano smrt. Ustrezna vodila je kodeks določil tudi glede upoštevanja izraženih želja pacienta. Saj je nalagal, da je pri zdravljenju umirajočega v zadnjem obdobju bolezni treba upoštevati željo bolnika, če je ta razsoden in je bil v svoji bolezni ustrezno poučen, razen če se njegova želja ne sklada s temeljnimi etičnimi merili zdravnika. Pri nezavestnih ali nerazsodnih bolnikih se je treba odločiti po medicinskih merilih, pri tem pa je treba upoštevati tudi domnevno voljo bolnika. Spoštovati je treba tudi mnenje oseb, ki bolnika dobro poznajo. Dokončno in odgovorno pa odloča zdravnik. Leta 2016 sprejet kodeks zdravniške etike v 1. poglavju z naslovom Odgovornost do pacienta po eni strani enostavneje in po drugi strani vsebinsko manj izčrpno, a v temeljnem izhodišču vendarle podobno ureja vprašanje zdravniške pomoči v zadnjem obdobju življenja. Določbi 27. člena zdravniku nalaga, da pri diagnostičnih in terapevtskih postopkih ob neozdravljivi bolezni upošteva kakovost pacientovega življenja in njegove želje, ter ne uvaja ukrepov ali jih opušča, kadar so nekoristni ali pa so pacientu v večje breme kot korist. Opustitev ali odtegnitev paliativne oskrbe ima za etično nesprejemljivi. Medtem ko v določbi 29. člena kategorično določa, da zdravnik zavrača evtanazijo in pomoč pri samomoru. Menim, da je krčenje normativnih določb kodeksa mogoče pripisati po eni strani novim normam, ki jih je na področju varstva pravic pacienta sprejel zakonodajalec, zlasti zakon o pacientovih pravicah, in po drugi strani nastanku strokovnih dokumentov, kot so na primer etična priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini. Menim, da moramo že v samem izhodišču biti kritični in primerno zadržani do trenda juridikalizacije medicine oziroma zdravljenja pacienta. Kot bom poskušal v nadaljevanju razprave pokazati, bi nekateri koraki, zelo radikalni koraki v smeri juridikalizacije razmerja pacienta in zdravnika lahko imeli zelo negativne vplive na temeljne normativne premise tega razmerja in posledično na krnitev oziroma porušenje predpogojev njunega zaupnega razmerja. Zdi se, da je vprašanje pacientove evtanazije oziroma samomora eno od najbolj odločilnih vprašanj. Osnutek predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja predvideva, da sta evtanazija in pomoč pri samousmrtitvi medicinska postopka. Očitno pa je, da sta z vidika temeljnih norm slovenske medicinske etike ukrepa že kot taka nedopustna, čeprav jo želi zakonodajalec legalizirati. Zato smo v trenutnih razpravah soočeni z vrsto pomembnih vprašanj, ki terjajo odgovore. Ali lahko zakonodajalec ravna v nasprotju s strokovno-etičnimi medicinskimi normami? Ali je legalizacija evtanazije in samomora s pomočjo zdravnika sploh skladna z veljavno ustavo?
Kakšno je razmerje med ustavnopravnim varovanjem človekovega življenja in varovanjem njegovega dostojanstva? Ali je sploh mogoče zagovarjati čisto nasprotje med medicinskim humanizmom kodeksa medicinske etike in reinterpretacijo pravnega humanizma, ki zanika prvega? Ali ne bi šlo pri legalizaciji evtanazije in samomora s pomočjo zdravnika za lažni humanizem tudi v ustavnopravnem smislu? Kaj je pravi in kaj lažni humanizem? Ali je navedena strokovno-etična norma zdravniške etike napačna, preživeta, oziroma je lahko zakonodajalec kar odpravi z zakonsko ureditvijo, ki se sklicuje na pravico do varstva zasebnosti in osebnostnih pravic v povezavi z varstvom dostojanstva posameznika. Prehajam na obravnavo osnutka predloga zakona, sicer določbe prvega odstavka 27. člena. Ta določba izključuje kazensko, odškodninsko in disciplinsko odgovornost in se je od prvotnega predloga nekoliko spremenila, tako da se sedaj glasi. Navajam: ravnanje zdravstvenih delavcev ali zdravstvenih sodelavcev in drugih oseb, ki v skladu z določbami tega zakona sodelujejo pri postopkih v zvezi s prekinitvijo življenja, ni protipravno in ne predstavlja disciplinske kršitve. Prvotno se je zadnji del navedenega stavka glasil takole, da ne pomeni kršitve določb kodeksa medicinske etike. Taktični umik besedila lahko razumemo tudi kot poskus prikrivanja ene od glavnih pomanjkljivosti predloga. Očitno je namreč, da ne gre zgolj za neposrečeno in protislovno pravno fikcijo, ampak za jasno zakonodajalčevo normo, ki razveljavlja vsebinsko nedvoumno strokovno etično normo veljavnega kodeksa zdravniške etike. Če v medicinskem pravu doslej veljalo, da mora pravna norma oziroma pravilo temeljiti na strokovno etični normi zdravniške etike, bi se z navedeno določbo zgodil korenit preobrat. Temu, kar medicinska strokovno etična norma opredeljuje kot slabo in nedopustno, bi zakonodajalec podelil povsem nasproten predznak in sporno ravnanje ovrednotil kot dobro, ter uredil pogoje, možnosti in postopek za izvajanje tovrstnih dejanj. Velikokrat se v razpravah o evtanaziji omenjajo strahotne kršitve v nacistični Nemčiji, ki so imele svojo podlago v ideologiji o človeka nevrednem življenju in nato tudi v pozitivni zakonodaji. O le-tej ne bom govoril. Želim pa opozoriti na nedavna nova spoznanja nemške medicinske stroke v lastnem ravnanju. Po dolgih desetletjih ignoriranja problemov sodelovanja zdravnikov, zlasti psihiatrov, pri izvajanju evtanazije je Nemško društvo za psihiatrijo, psihoterapijo, psihosomatiko in nevrologijo na kongresu leta 2010 objavilo rezultate zgodovinske študije o vlogi psihiatrije, ki je razkrila napačnost 3 razširjenih mitov. In sicer domneve, da so bili medicinski zločini rezultat iracionalne politike, ki je bila medicini vsiljena od zunaj, domneve, da prisilne sterilizacije in ubijanje pacientov niso bili povezani s takratnimi standardi medicinskega ravnanja, in končno domneve, da etično nesprejemljive raziskave niso imele ničesar skupnega s takratnimi standardi biomedicinskega raziskovanja. Predsednik združenja, profesor Relke, je v svojem govoru jasno in kritično priznal poklicno odgovornost za zgodovinski zdrs nemških psihiatrov. Lekcija, ki je pomembna za vso medicinsko stroko, je v pomenu najvišjih humanističnih strokovnih meril, njihove rehabilitacije, ko gre za varstvo pacientovega življenja in dostojanstva. Neupravičeno prestopanje meja medicine ni bila samo značilnost nacionalsocializma, temveč skrajna manifestacija zmožnosti moderne medicine in psihiatrije, je zapisal. Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko je bila v svojih stališčih glede evtanazije in samomora z zdravniško pomočjo ves čas odklonilna. V zadnjem stališču pa je poudarila, da bi uzakonjanje teh ukrepov pomenilo visoko etično tveganje. Slovensko zdravniško združenje je v izjavi z oktobra 2022 zapisalo, da nasprotuje predlogu zakona, pri čemer zagovarja tudi stališče etične komisije Svetovnega zdravniškega združenja.
Zapisali so, nedopustno je, da predlagani zakon zdravnikom nalaga izvedbo evtanazije, kar je v diametralnem nasprotju z našim osnovnim poslanstvom, zato smo tudi večinsko proti in ne želimo prevzeti vloge izvajalca zakona. Poleg sporne prakse sprejemanja tovrstnega zakona ne le mimo, temveč v nasprotju s stališči strokovnih organizacij, je treba opozoriti še na to, da bi predlog zakona neupravičeno posegal v določbo 71. člena Zakona o zdravniški službi, ki Zdravniško zbornico Slovenije pooblašča, da med drugim sprejme kodeks medicinske deontologije, preverja ravnanje zdravnikov in ukrepa v zvezi s kršenjem kodeksa, ker jih želi preprečiti, da sankcionira eno od najhujših kršitev kodeksa. Šlo bi tudi za kršitev določbe 145. člena Ustave, ki v duhu načela subsidiarnosti zagotavlja varstvo samouprave na področju družbenih dejavnosti, kamor sodi tudi izvajanje zdravniške službe, zdravstvena dejavnost. Če področje medicine razumemo kot avtonomno področje družbenega življenja, je zmožno, upravičeno in tudi dolžno avtonomno postavljati temeljne norme oziroma pravila lastnega delovanja, potem nameravanega posega ne moremo razumeti drugače kot radikalno politizacijo in grobo ter ponižujočo kršitev avtonomije medicinske stroke, ki bi, kot opozarja akademik Janez Kranjc, vodila tako do diferenciacije med zdravniki, kot do revizije zdravnikovega poslanstva. Prehajam na naslednjo težavno vprašanje, in sicer na kršitev ustavno varovane nedotakljivosti človekovega življenja v imenu varovanja njegovega dostojanstva. Druga glavna in še bolj spretno prikrita težava osnutka predloga zakona je kršitev ustavno varovane nedotakljivosti človekovega življenja. Opazimo lahko, da osnutek predloga med svoja temeljna načela ne uvršča varstva nedotakljivosti pravice do življenja iz 17. člena Ustave, kar je po eni strani pričakovano, saj je namenjen prav njenemu suspenzu, po drugi strani pa je to še kako pomemben znak, da v utemeljitvi ni opravljen tehten premislek o tehtanju dopustnosti posega v navedeno pravico, ki je v ustavnem katalogu navedena na prvem mestu. Skupaj z drugimi ustavnimi določbami, ki se nanašajo na prepoved mučenja, varstvo človekove zasebnosti in dostojanstva, tako naprej, je v ustavi uvrščena v sklop hierarhično najvišjih pravic in temeljnih svoboščin, pri čemer ima med njimi poseben položaj. Brez njenega učinkovitega zagotavljanja je tudi uživanje ostalih pravic in temeljnih svoboščin onemogočeno. Z njo je varovana ena od vrhovnih ustavnih dobrin, to je človekovo življenje. Njena idejna podlaga je filozofsko-religiozno prepričanje, da je človekovo življenje sveto in zato nedotakljivo. Prvobitna ali izhodiščna pravica človeškega bitja je prav pravica do lastnega fizičnega obstoja, ki je predpostavka človekovega duhovnega obstoja, njegove osebne svobode in ravnanja nasploh. Zanimive so ugotovitve prvega dekana Juridične fakultete v Ljubljani, kot se je imenovala, profesora Leonida Pitamica, da je pravica človeka do obstoja, to je do življenja, naravno pravna pravica, zaradi njenega preddružbenega in preddržavnega značaja. Za družbo je namreč človeško življenje prvobitna vrednota, saj brez njega družba ne more nastati. Če imamo za pravno osebo tistega, ki je nositelj kake pravice, stopa človek kot nositelj naravne pravice do življenja kot oseba v družbo. Zato je za pozitivno pravo osebnost človeka, vsaj kar se tiče pravice do življenja, že vnaprej dan. Profesor Pitamic je pravzaprav v tem prispevku postavil temelje za vrednotenje pojava zakonskega neprava in to še preden je to storil Gustav Radbruch. Prav iz absolutne in nerelativne vrednosti človeške osebe izhaja zahteva po nedotakljivosti človekovega življenja, ki predpostavlja enotno in nedeljivo pravno dobrino
ter posledično ne dopušča omejujočega oziroma negativnega vrednotenja življenja posameznika, ki bi le tega, na primer zaradi njegove rasne pripadnosti, političnega, verskega prepričanja, telesnega, duševnega stanja, socialnega položaja in tako naprej, opredeljevalo za manj koristnega oziroma manj vrednega od življenja drugih ali sploh nevrednega življenja. Zaradi časovnega okvira bi prešel k sklepu. Lahko zaključimo, da bi pri uzakonitvi evtanazijskega uboja in samomora z zdravniško pomočjo šlo za lažni humanizem, ne samo v medicinskem, temveč tudi za ustavno-pravnem smislu. Saj bi taka pravna ureditev bodisi posredno, bodisi neposredno človeka razčlovečila, četudi je njen deklariran namen drugačen. V prvem koraku bi ga razvrednotila ali vsaj izvedla na raven interesa, intrinzično, to je znotraj, pred samim seboj. V drugem koraku pa še ekstrinzično, to je od zunaj, pred družino, svojci in pred vsemi drugimi oblikami človeških skupnosti. V tem smislu smo že govorili danes o tako imenovanem evtanazijskem mobingu. V pravno vrednostnem smislu sta neizogibni posledici opisanega procesa dehumaniziranja osebe dve. Najprej izguba neskončne vrednosti ali svetosti človeške osebe in posledično absolutna in arbitrarna razpoložljivost in odpravljivost človeške osebe, bodisi strani notranjih vzgibov ali pritiskov volje, bodisi strani zunanjih pritiskov. Neizogibna cena take ureditve je tudi vsaj delna dehumanizacija poslanstva zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev. Če univerzalno oziroma objektivno svetost življenja vsakega človeka nadomestimo subjektivno sveto ali absolutno avtonomijo posameznika, se podajamo na pot relativizma, kjer bo življenje imelo svojo ceno. Včasih veliko, včasih pač majhno. Menim, da je osnutek zakona v nasprotju z ustavno določbo o nedotakljivosti človekovega življenja. Z praktičnega vidika je ob nudenju paliativne oskrbe in lajšanju trpljenja kot ene od temeljnih pravic pacienta nepotreben. Z vidika medicinske etike in pojmovanja glavnih vrednot medicinske etike pa objektivno škodljiv, ker pervertira in erodira njena vrednostna izhodišča. Spoštovani, sprašujem se, ali nismo morda pred vrati nove vrste socialnega eugeničnega inženiringa, kjer bi v prihodnosti vse večji meri, poleg ali namesto na primer tipa komisiji iz 95. člena predloga zakona, kar umetna inteligenca po naprej sprejetih kliničnih algoritmih odločala o tem, koliko je še vredno človekovo življenje, glede na njegovo razumevanje kakovosti svojega življenja. Učinkovitega ustavno-pravnega varstva dostojanstva človekove osebe ni mogoče zagotoviti brez hkratnega in enako pomembnega varstva nedotakljivosti življenja človeške osebe, ker je prav slednje conditio sine qua non za obstoj in varstvo nosilca tega dostojanstva. Vprašajmo se, v kakšno smer gremo, če odpravljamo nedotakljivost in svetost življenja človeške osebe, če le ta postaja nekaj, s čimer lahko samo razpolagamo, če je v obdobju trpljenja in umiranja na čistini izpostavljena pritiskom od zunaj in od znotraj. In če želi zakonodajalec samovoljno in brez kančka legitimnosti odpraviti eno od temeljnih norm kodeksa zdravniške etike. Menim, da ideološka juridikalizacija, ki jo poganja neoliberalno in utilitaristično poveličevanje in absolutizacija volje posameznika o vprašanjih konca človekovega življenja ne prinaša ničesar dobrega. Zato podpiram stališče Komisije za medicinsko etiko, ki meni, da se prekinitve življenja, ki je v odnosu do življenja vedno nasilna, v zdravstvu ne bi smelo institucionalizirati. Če sledimo opozorilu profesorja Pitamica v naravnopravni naravi pravice do življenja, lahko zapišemo, da bi nas taka pravna ureditev ponovno soočila s pojavom zakonskega, ob morebitni spremembi ustave, pa celo ustavnega neprava. Hvala za pozornost. Se opravičujem, kot sem bil malo preveč. Mogoče se vabim, če se kar usedete. Pa še ostala dva predavatelja, da se mogoče tukaj spremljate, da teh par minut
Kaj še imamo? Mislim, da kar se je bilo spostavljena ta diametralna nasprotnost tega, kaj je zakon tista zdravnika in njegovo vlogo s tem, kar je poslanstvo zdravnika, potem kako grob poseg je to lahko v odnos med zdravnikom pa med pacientom, ki je temelj, izhodišče zdravljenja, tega, da v resnici lahko človeka pristopimo in mu pomagamo. Slišali smo, kako je to morda zgolj nekaj, ne vem, mogoče jaz da kot človeka lahka rešitev, s katero bi se odrešili v resnici iskanje izvirov problemov, s katerih bi se začeli spraševati, kaj bomo s socialno izključenostjo, socialno bolečino, kako bomo to kot družba naslovili in pogledali. Tako da, mislim, da je bil pa zelo močno in zelo jasno izražen glas strani zdravnikov, strani medicine, strani zdravstva, tudi pravnega sistema, ki ureja to področje, da to za zdravnika pač ni sprejemljivo, da bi bil izvršilec eutanazije tega dejanja. Tako da, ima mogoče kdo med vami, če so bili tukaj v koncu še kaj, kar ste želi, da bi bilo rečeno, potem mogoče vprašamo še tukaj med klupi, če je kaj. Mislim, da so nekaj na Zoomu prijatelja, ne? Ni? Ok. Mogoče kaj imate? Mislim samo, če se združi tisto, kar smo slišali iz Avstrije, pa vaš prispevek, pa tisto, kar smo slišali iz psihiatrije, se jaz samo bojim, da bomo prišli do tiste točke, kjer se bo celoten vaš del ukinilo, v smislu tega, da si vsak zada svojo usodo sam, poudaril se bo avtonomijo, o tem, kjer so globoko v tem govoru, o tem, kako se gleda na avtonomijo v današnjem času in bo pravzaprav psihiater oziroma tisti, ki se bo ukvarjal s presojanjem, a je zdaj ta je, ali ni tisti glavni in se bo pravzaprav celotno zdravniško stroko ukinilo, ker se bo vsak lahko zadal smrt sam s tem, kar bo dvignil lekarno. Samo ena moja, se mi zdi, da gremo v to smer, da če bomo recimo, če so zdravniki strogo proti, kar smo slišali tudi v Avstriji, je potem zakonski obhod poudarek na avtonomiji in vsak si da usodo sam, država to se mu še dovoli, zdravnike se iz debate umakne, pravi, da bo glavni poudarek na psihologiji in psihiatriji. Zgleda, sem za vami bila profesor Marjeta Tačer. Jaz sem se tako egocentrično se bolj odgovarjala, tako bom povedala in sem profesor pazila. Profesor Tačer je moja govornica, če tako lahko rečem, da sem prišla v etično komisijo. Nekako mi odprla vrata. In morda bom čisto nekaj drugo refleksijo dala, med temi mnogimi, ki jih moramo oblikovati. Jaz sem prepričana, da mnogo ljudi samo zaradi tega, nekako vsi te mogoče miselne lenobe, čisto, zaradi neke udobnosti, ne pretehne resno ne razmislja, določenih, rekla, implikacij in to me morda najbolj skrbi. Da zdaj ljudi delamo neke stvari po avtomatizmih, pa tako ti določen štiro, pa tako naprej. Zdaj mislim pa, da je zdaj tak trenutek v zgodovini, koliko v zgodovini, ki ga morda ne zapazimo, ampak bomo šli potem pa po tej strani. Ne pomembno odločitev, take mejhne, ne. Veste, kaj bodo rekli, se to pomaga ljudi, ne, pa se na tak način bi lahko to šlo. In jaz mislim, da je morda zelo pomembno, kako pristopiti k ljudem, ko jim razlagamo, ko bodo recimo imeli referendum, lahko odločali karkoli, da jih pozovemo na razmišljanje. Z moje plati res te bolj pomaga, da odpreš dilemo, kot pa da daš pravi odgovor, da en del ljudi čisto po človeški deluje. Zato jaz vidim, da svojo nalogo, morda sem celo premalo zagreta, izpada sem pa zelo močno me prizadeva ta problematika, ki ste jo načeli, ampak ravno smo se mi pomembno, da odprem dilemo.
Morda še to, za psihiatrične plati, spet ene take res, ne znam filozofsko razmišljati, je za mene avtonomnost lahko ovrednotena samo, če razumem tudi povezanost tega človeka. Da skupnost je poznati, ne more ga ločeno, veste, ovrednotiti, da je zame celota. Ker avtonomen nisi kar tako, nekje rakatno, ne, pa si avtonomen glede na ostale ljudi, v tem razvijanju. Tudi to sem želela poudariti, da po stroki opažamo, ne vem, kako ste seveda ostali kolegi, eno tako zmodno repliciranje, razumevanje, kaj je sreča. In da se koncept sreče nekaj kompleksnega, to ni telesno ugodje, ne. Ampak ima nekaj čisto druge kvalitete in tudi kognitivne okvire, ne, pomene, ki jih dajemo. To sem pa opozoriti, da se to bega za leto. Sem bolj praktična, ne filozofski, ampak bolj praktična. Imam dva bolnika, ali pa imam enega bolnika, je zadet, se razmišlja radi respiratorno, kakorkoli sintomizme. Zdaj, ker rečeno gospoda Pekarskega, da ni nobenih o evtanaziji, da vse pravilno izvedeno, a ne, da razumete. Zdaj pa ta pacient, ki trpi, podpiše, da želi pomožiti samomor, ampak preden pa to naredi, pa podpiše še in spremeni svojo oporogo, glede na to, kako so nazadnje pomagali ljudje. Rodinski sorodniki, ali pa prijatelji, ali pa da to narcijevič, kakorkoli že. In potem pa ta pacient eutanazira. Nihče nima odgovora zdaj za to, a po sodiščih se leta tožilo, da ni bil pravilno sposoben, ker je napisal novo oporoko. Zapravo, pravilno sposoben, da se odloči, da bo umrl, medicinskega kadra, a ni bil pravilno sposoben, ko je napisal svoje oporoko. Iz tega pravnega vidika mislim, da to stvari ne bodo težko in v bistvu potem tudi tožnika, ker se to se delijo, oziroma tožniki so pomočili samo za premoženje, ne pa za njegovo življenje, pa njegovo. To je treba še dodatno. Treba je poudariti, da je pravna zaščita, kot ste vi nekaj nakazali, pravna zaščita je tudi zaščita. In Nizozemska ni imela pri 100.000 upravljenih evtanazijah nobenega zdravnika, niti enega primera, ko bi bil zdravnik obsojen zaradi napačne izvedbe, indikacije, zaradi pomanjkanja soglasja, česarkoli. In Petrski to utemeljuje, da je to dokaz, da ni možnih zlorab. Ne, to je dokaz, da je z pravnim varstvom teh revežev, ki zaprosijo za smrt, približno tako kot z demokracijo v Severni Koreji. Tudi v Severni Koreji nimate ljudi, ki bi glasovali drugače, kot jim je ukazano. Ampak je to res demokracija, če 100% ljudi voli isto stranko. In tukaj je isto, jaz bi bil prvi potešen, da je pravno varstvo možno, če bi rekli na Nizozemskem, pri 100.000 opravljenih evtanazijah je bilo 15 primerov obsodb, ker so zdravniki kršili določbe zakona. Potem bi bil pomirjen, bi rekel, obstaja, ampak ne, tam večine poročil niti komisije ne pregledajo. Da bi pregleda samo en sekretar, ki reče neproblematično in daje na kup in samo izbor, ker ima tako količino, tega ne more. Samo izbor, povedajo pa še tam nikoli ne protestirajo. Pravnega varstva ni. Če bi se lahko samo navezal na to situacijo na Nizozemskem, z razpravi navajam nek članek, kjer so raziskovalci izvedli retrospektivno analizo, incidence evtanazij in so ugotovili velika razhajanja glede na posamezne regije, kar je seveda pokazalo zelo nedvoumno, da se nekje evtanazija prakticira agresivno, nekje zelo zadržano in nekje je bilo pa mogoče posredno ugotoviti, da je šlo pa tudi za
zlorabljene. Tako da ti postopki sami po sebi tega ne bodo mogli učinkovito preprečevati. Kar bi še želel dodati, je to, da z vidika ustave prekinitev življenja ni ustavno legitimen cilj. Kar bi sploh omogočilo, da bi zakonodajalec ukrepa, kot sta evtanazija in pomoč pri samomoru, začel urejati. Če pa že potem pri testu sorazmernosti analiziramo, ali obstaja kakšen primeren oziroma blažji ukrep, je pa tukaj zelo jasno tudi stališče našega združenja za paliativno oskrbo, da ta dva ukrepa, evtanazija in samomor zdravnikov pomočjo, nista dopolnilna ukrepa. To sta ukrepa, ki sta v nasprotju z zdravniško etiko. In kot je bilo danes že poudarjeno, je današnja možnost medicine, da pacientu zagotovi to pravico do olajšanja trpljenja in bolečine, tako razvita, da sta ta dva ukrepa za strokovnega vidika nepotrebna. In vprašanje samo, ker se recimo na nas školno pa videli smo v Avstriji, pa recimo tega manjka zaskovanja v Skandinaviji. Kako so tega eugenični zakoni, ki so bili tam gor, podlaga temu, da na drugačen način pogledajo. Zdaj pa pri nas tega ni bilo, in imamo tukaj pa Avstriji, tako smo bili skupaj, to je eno, to drugo me pa zanima, kako bo na smernice zdravljenja, A se bo tukaj tudi kaj spremenilo ali ne, kako bi recimo ta zakon lahko vplival na bodoče smernice, Ne vem, kako bo. Verjetno smernic ne bomo spreminjali, ampak mislim, kar se tiče smernic zdravljenja, jaz mislim, da edina stvar, ker ne govorimo samo o pravici do končanja življenja, govorimo o zadnjem obdobju življenja, kaj narediti, da bo boljše, da bo znosnejše, ker dejstvo pa je, da zadnje obdobje življenja v Sloveniji za mnoge ni prijetno obdobje. To je dejstvo. Kaj narediti, da bo boljše, je po mojem prepričanju potrebno veliko strokovnega, neodvisnega, kot je profesor Šmahovec rekla, neodvisnega, strokovnega, trdnega strokovnega dela, zato da pridemo do enih smernic, kot ste rekla, ki bodo res sledile kvaliteti bolnikovega življenja. Jaz sem nedavno, par let nazaj, objavil analizo o zdravljenju pljučnega raka, napredovalnega pljučnega raka. Iz objavljenih člankov, zdaj tudi ne morem vsega povedati, koliko je bilo tega, ampak bistvo, kar je za povedati, je, da pri kemoterapiji začetni pljučnega raka je še bila korist. Ko pa gre za zdravljenje druge linije, to zahteva smernice, ki je v smernicah je napisano, da če ta terapija ne pomaga, povzameš drugo, če druga pa ne pomaga, povzameš tretjo. In to vse piše v smernicah, ampak pri tej drugi terapiji je bilo samo manj kot 10% pacientov, ki so od tega imeli korist, je bilo pa 80% pacientov, ki so imeli hude stranske učinke zdravljenja. Tukaj smo čisto slepi in sledimo farmacevtski industriji, ki seveda prodaja zdravila, tudi če pacient čez 3 tedne umre. Naši onkologi, recimo primarij Červakova, je analizo opravila, ki je delala na paliativnem oddelku, koliko pacientov je v zadnjem mesecu življenja še prejelo kemoterapijo obsevanja. In ta odstotek je visok in je nesprejemljivo visok. In za kemoterapijo in za obsevanje velja, da
Stranski učinki pridejo mnogo prej kot pa morebitna korist. In večina teh ljudi nikoli ne dobi koristi, ima pa samo stranske učinke. Tukaj so velikanski prihranki, seveda pa prihranki za medicino, hkrati pa manj denarja za farmacijo. In ta denar bi bilo brez škode za zdravje ljudi, bilo smotrno usmeriti v paliativo. Ja, lahko samo nekaj bi še izpostavili, da če lahko kdo malo komentira, zdaj ni evtanazije, ni zakonske možnosti. Po naprej vsi te ubogi ljudje, psihiatrični pacienti, revni ljudje, ki so odveč, ki so breme, kakorkoli zaradi starosti, kot sicer, nimajo tega izhoda na isanje, niso potem pritiskali, zakaj pa se ne da se eutanazirati. Če se pa ta zakon sprejme, kakšen bo potem ta znotraj psihični položaj, vseh teh ljudi, če lahko malo vidite to, ali pa poveste, kako ste to torej bili pri ljudeh čuti znotraj. Je mogoče profesor Osmako odgovoriti pa še par stvari zelo omenja. Jaz sem čakala, da smo dragoceni, da se tu pogovarjamo za sebi. Govorila bom tako, da bom začela z refleksijo na to, kar je povedal profesor Tvita, da sem to neizmerno pomembno. Namreč, glede, po Gausovi krivulji dogodkov ni mogoče, da en del dogodkov ne bi bil zmotnih, napačnih, napake, ni mogoče. In ko nekdo reče, tega ni, nekaj če je mogoče, pomeni, da je nekaj odcepil od sebe, da je zapeljiv. In jaz mislim, da se ta dela za posameznimi ljudmi, pa za družinami. Ampak, veste, tudi kot socialni psihiatr vem, da je lahko cela družba, lahko enih hudih kognitivnih ali pa etičnih distorzij. Recimo, verjetno vsi veste za občutljivostjo, da Slovenija alkoholizem grozno problem. Pa kaj ga ni, je tako? Kaj ga ni? Nehaš misliti na to, kaj te ne boli več. Mogoče te kognitivna disonanca, bom rekla, če da ne lahko razložim, ki jo vsi dobro poznate, ampak če kdo posluša, bom rekla, pa ni seznanjen s tem. Kognitivna disonanca pomeni občutek nekega duševnega diskomforta, neprijetnosti, ko moja prepričanja trčijo na neke fakte, na neke objektivna dejstva, ki so nasprotju z mojim prepričanjem. Neke všečnosti, pripadnosti skupini, recimo reče, joj, se res avtonomija, ljudje naj se lahko ubijajo na koncu življenja, da imajo nadzor, tako lahko stane všečno, ko misli, da tvoji prijatelji skupaj greste na kavico in to te močno določi. In potem dobiš drug podatek, da so eni revni ljudje, ki morda so čisto drugih pozicij, ali pa torej možnost zlorabiti, in tako naprej. In to zbudi v teh ljudeh neprijetnost, ni prijetno. Ali pa morda smo šli pa tako daleč s svojim zakonom, recimo na Nizozemskem, da se lahko tudi nekaj zelo narobe zgodi. Zelo narobe, da je poleti več zahtev po evtanaziji pred poletjem, te alarma, veste, te katastrofa. In jaz mislim, da se da to čudovito razrešiti. Na tak način, da svoje prepričanje, ki je v nasprotju s fakti, samo še ojačaš. Se pravi, še moče govoriš, vi nimate občutka za avtonomnost, ne spoštujete človeka, tako, ali pa nekaj na pomisliti na ta razkorak. In jaz se zelo bojim, da je ravno problem, najprej moje veliko spoštovanje do vašega dela, jaz mislim, da je ravno to problem, da izločeni ljudje nimajo glasu. In jaz si želim, da bi bil prav zanalaž, toliko ustrajni oni, da bi rekel, da se neškotno živeti, ampak jaz mislim, da je to ta podatek iz Avstrije, da je to pretresljivo, da načenja našo osnovno humanostjo. Se pravičujem. Razen, če nekaj zelo kratko. Hvala. Sam še to se je bilo večkrat že rečeno. Ustava ne dopušča usmrtitve, recimo v sodnih postopkih, zaradi tega, ker obstaja možnost sodne zmote.
In v medicini ne se slepiti, v medicini so tudi napačne diagnoze, seveda so. In neka avstralska študija je pokazala, da med pacienti na paliativni terapiji, da tam nekje med 3 in v različnih bolnicah in 10% pacientov, ki so že na paliativnem oddelku in gre nenavadno dobro, nekateri živijo še zelo dolgo. Vse zgodi, jaz se spomnim ene bolnice pri nas na Koroškem, ki so jim potem, ko so jim ukinili vse postopke infuzij, ne vem, čisto je to cvetela. Mislim, medicina včasih lahko zaplodi ali v diagnozi, ali v pretiranem navdušenju za terapijo, je še treba to, pa še drugo, pa tretjo infuzijo, ko je pa bila gospa razbremenjena vsega tega, je pa nekako šlo. To se pravi, medicina ni matematika, medicina je zmotljiva. Če to priznamo, sicer potem moramo tudi vedeti, da tak zakon temelji na zelo šibkih temeljih in da ja. Torej, kot zaključno misel bi pravzaprav izrazil neko željo, da bi se pri prakticiranju medicine in zelo striktno držali tudi zakonske in normativne ureditve, ki jo določajo kodeksi. Če bi to naredili, če bi bil pacient res ustrezno voden, imel izdelan načrt zdravljenja, imel podporo strani tima, vedel, kaj se z njim dogaja, kakšni so cilji, zmožnosti zdravljenja, jaz mislim, da do takih zahtev sploh ne prihaja. Tukaj imamo pa v praksi velike pomanjkljivosti, hkrati imamo pa velik sistemski problem, da država področja paliativne oskrbe ni vzela resno in ga razvila v takšnem obsegu, kot bi to morala narediti. To o tem govori že enostavno dejstvo, da nimamo cele verige, recimo hospicov in tako naprej, da imamo neenakomerno razvito paliativno podporo po regijah in to bi se moralo najprej spremeniti, šele potem pa bi lahko pogledali, ali sploh obstajajo neke realne potrebe po tako radikalnih ukrepih, za katere jaz mislim, da niso sprejemljive za ustavno ureditvijo in tudi ne za nekimi naravnopravnimi normami. Hvala lepa za vaše predstavitve, hvala lepa, ker predstavljate glas, jih nočemo slišati, ampak v bistvu nam tako, smo zelo pogumno kaže tudi na neko ranljivost, pa zmotljivost, pa na vse te napake, ki jih profesor Globočar zdaj. Enih potem nadaljujemo naprej. Povabljeni ste vsi na kosilo na pravno fakulteto, tako da se vmes pokrečamo in potem gremo, tam je samo postrežno, tako da vi greste, posvedete si, kar boste jedli in se usedete, kjer ste našli prostor. Potem pa ob enih nadaljujemo. Tako da vsi tisti, ki nas spremljate preko spleta, ob enih bomo spet vključili nazaj. Mislim, da bomo kar pustili link ali link pustimo, tako da ob enih potem spet probamo iz tega prostora. Hvala. Še nekaj.